Zdaj, gledalke, spoštovani gledalci, se Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si v današnji uri resnice. Smenili so naša stalna komentatorja Boštjan M. Turk, Boštjan Marko Turk, ne? Boštjan Marko Turk, in pa Miran Videtič, ti pa nimaš nič tako. Ne, jaz nimam, ampak spet jaz. Ampak spet, spet mi ta teden, Poletje se bliža, malo krpamo, pa tako dalje, ampak ne, sej. Pravi komentatorji ob ta pravem času. Ne? Skratka, včeraj smo dobili četrto vlado Janeza Janše, 16. po vrsti v samostojni Sloveniji. Danes je pa dan potem in predlagal bi, da zdaj komentiramo malo te stvari, ki so se zgodile iz včeraj na danes. Pa če se vrnemo na včerajšnje glasovanje, zdaj, vlada je dobila 49 glasov. Ne? Za čuda, ne? Je zmanjkal en glas tokrat, ne? Ni bil en več, ampak je bil en manj. Ne? To je bil gospod Ocvirk, poslanec Slovenske ljudske stranke. Sprva se je sumil par sekund, ne, da je ni glasoval zato, ker pač Slovenska ljudska stranka znotraj tistega trojčka Fokus NSi SLS nima svojega ministra oziroma svoje ministrice. Potem pa je prišlo pojasnilo, da so bile neke tehnične napake. Ne. Ampak vseeno, no, tako bi rekel, malo velike teh tehničnih napak, ne, in zgodijo se točno pri tistih ljudeh, ker je potem takoj neka debata okoli morebitne zarote in te stvari. A tukaj zdaj lahko verjamemo, da je bila tehnična napaka. Jaz verjamem, ker je bilo pojasnilo dost, bom rekel, utemeljeno, da se je to dogajalo tudi nekaterim poslancem Svobode, ki pa so opazili to. Gospod Ocvirk ni opazil, jaz sem ravno zaradi tega, ker se je včeraj začelo, videli smo recimo Sajevca zvečer, ki je že kuril nekako ražen, kaj to pomeni, sem pridobil neke informacije in gospod Ocvirk je, bom rekel, iskren poslanec, zavedajoč se, da je poslanska funkcija pripada njemu. Ni konflikten, smo videli, ampak mislim pa, da ni tudi človek, ki bi na tak način, ker to je, tako bom rekel, to bi bilo podlo, da ne najaviš, pa da potem to izvedeš, da bi on na ta način igral. Mislim, da ni take sorte človek, tako da, tako kot smo se zabavali ob 51. glasu, ne, ki je sicer ostal skrit, ne, se danes želi opozicija zabavati z enim glasom manj, ki pa je znan in ki je bilo tudi utemeljeno takoj, zakaj se je. Najprej se videl, da je pojasnilo dala Nova Slovenija, potem pa takoj tudi Slovenska ljudska stranka. Ne? Se pravim, tle jaz ne vidim nič spornega, razen to, da nevsebinski Sajevc je že delal neko zgodbo razdora, ne vem, če sta bila pozorna včeraj v Tarči. Čeprav potem, ko sem gledal, ko so prišle te ministrice, pa ti ministri, ko so posedali tiste prostore, po mojem, če je Tina Bregant to spremljala, ne, je verjetno šla kakšna taka malo, imaš kakšna sodica, je verjetno pritekla. Bolečina. Po mojih informacijah še vedno ni prebolela. Nekateri interni viri mi pravijo celo, da je prekinila vsako komunikacijo z Novo Slovenijo. Ampak mislim, da bo na tem čovnu ostala sama, da se ona tega zaveda. Za NSI-ovce je prekinila. Jaz mislim, da se ona ne zaveda, da je politično nepomembna. Ta moment v tej konstelaciji je politično popolnoma nepomembna in jaz si bi svetoval, da vendarle še enkrat premisli, ker na koncev slišati je, da bi te stranke desnice šle tudi na lokalne volitve v nekem bolj skupnem nastopu in jaz mislim, da je tam lahko tudi priložnost za njo. Je pa to njeno obnašanje pokazalo, da tisti, ki so odločali v prvi vrsti premier in pa potem tudi strankarski veljaki, ki so odločali o sestavi, kadrovski sestavi, so tukaj naredili pravo potezo, da jo niso povabili zraven. Pravzaprav si desnica ne sme privoščiti svoje Urške Klakočar Zupančič, ko bom rekel. Izvoli. Ja, jaz bi rekel tako, kar se tiče glasovanja pa tega poslanca Ocvirka, če se prav to je bivši župan Črnice, če se prav spominjam, je on prvič zdaj poslanec, čeprav vem. No in potem je ta zadeva zelo logična, ker ni vešč aparata, in pa še nervoza je v zraku, seveda vsi so maksimalno živčni, hiti se, in se človek tukaj, se mi zdi to zelo logično, da se zmoti. Bolj je druga zadeva zanimiva, Se pravi, če je on potem obžaloval in povedal, tehnična napaka, je bila ta vlada izvoljena z 50 glasovi. To je pač dejstvo. Lahko bi glasovanje ponovili, pa bi dobili 50 glasov. Ja, prepozen je bil. No, hočem reči, to je zdaj dejstvo. Ampak drugo dejstvo, ki ostaja, je pa to, opozicija šteje 40 glasov,
Šteje 40, ne, seveda, ne. Glasovalo je pa, če vas prav vem, 30 ljudi. 30 prvi, ja. To sploh se ni to prvič zgodilo, ne. Ti zdaj skozi to opozarjaš. Sploh se ni to ni prvič zgodilo, ne. Mislim, da je bilo 79 poslancov oziroma poslancev je priglasilo prisotnost nekaj takega. Ja, to je še slabše, ne. To, kar dela Golob, ne, ko so volili za Janšo, Golob in se pravi pa Novakova, pa Boštjančič niso priglasili glasovanja, ostala poslanska skupina je glasovala. Vi si ne morete misliti večje anarhije in večjega stanja ali znamenja razkroja kot tole. Si ne predstavljate, da bi se to v SDS-u zgodilo? Da bi recimo Janša ne priglasil glasovanja Jerajeva Alenka, ne priglasila in recimo ne priglasila Alenka Godec, ostali bi pa glasovali. To se, odkar SDS obstaja, ni nikoli zgodilo. Tudi Novi Sloveniji, odkar Nova Slovenija obstaja, to ni nikoli zgodilo, ker to se ne sme dogajati. To se ne dogaja. Voli se 40 glasov, imamo proti, volimo, imamo enotno fronto, gremo. In tle pa 30 glasov. Spravo, to je popoln razpad sistema. In jaz celo mislim, da tisti glas, glede na to, da verjamem Aljušu Pertinaču, ki je zatrdil, da ni Han glasoval za 51. glas, ne, da je tisti glas prišel iz Svobode. Zato, ker se oblikuje, zato, ker je razpad sistema. In zdaj pa največja komedija vse zgodbe, ti si objavil na Twitterju neverjetno analizo, ne, si rekel, da če seveda držijo Goloba Izraelci, ne, potem ga držijo Stino, to si ti objavil, ne. In seveda jaz pa pravim, da ga držijo Goloba, ker če hočeš koga zagrabaš predsednika vlade, ker potem lahko pilotiraš celotno vlado brez težav, zagrabaš prvega človeka, ne. Zdaj, če to drži, ne, utegne biti Golob prvi, ki se bo prijavil, da bi rezal trak novega veleposlaništva v Ljubljani Izraela, ja, zato, ker ga držijo, ne, in zato, ker ta zadeva v tem kontekstu postaja zelo, zelo predvidljiva. No, do Izraela si se še pridemo? Ja, no, ampak se sem hotel reči. No, ampak zdaj, če gremo naprej, no, potem, mislim, že pred glasovanjem, ki je bila debata, jaz sem spremljal to debato, da vem, koliko ste videli spremljali po televiziji, ni bilo neki blazen presežek te debate. Ne. No, pa nekih, pomekel, razpravme, tako se mi je zdelo malo zanimivih. Zanimivo bi bilo recimo to, pa to je mogoče neka posebna tema, ker je Mahnič, poslanec SDS-a, razlagal, kaj je bilo včeraj na seji KNOVS-a, to se mi je zdelo recimo zanimivo, ne. Mislim, ta informacija, ne, da pač je Sova povedala, ne, oziroma Jožko Kadivnik, ki bo te seje povedal, da Sova nima nobenih dokazov, da je te posnetke sploh naredil Black Cube, ne? Potem, ko smo, veš, ne vem, če si zaznal to, tega nisem, vsega ne morem. Na seji KNOVS-a je Jožko Kadivnik povedal, da ni dokazov, da bi Black Cube naredil te posnetke. Zgodba je prišla popolnoma na začetek, ne? Ampak ostale stvari pa niso bile kaj, tako bom rekel, zelo pomembne, pa zelo tako, da bi to mogel si zapomniti pa zabeležiti. Sta se pa tako dve stvari, recimo, bi prosil zdaj za debato. Zdaj te izjave, recimo Janša, ki je zdaj že v bistvu nekajkrat povedal in ponovil, da si želi vlado, ki bo sistematična in izbirčna. Oziroma sistematična, se počujem, in dolgočasna. Ne? Dolgočasna to. Po drugi strani pa Svoboda, Golob, pa tudi recimo Sajovic, pa ves čas ponavljajo neko mantro, da prepuščajo varno in stabilno državo, ne? Novi vladi v roke. Zdaj pa že začnemo recimo s tem, no? Sistematična in dolgočasna. Zdaj, če mi dovoliš, bom prvo se na Svobodo. Se bo prvo na varno in stabilno, da, ja. Njih demantira lastni sekretar za nacionalno varnost, Vojko Volk, ki je povedal, ne, da je Slovenija zalita z balkanskim kriminalom. Torej, mi težko govorimo o varnosti. Lahko je to neka navidezna varnost ta moment, ne? Ampak videli smo že v primerih Satka Zovka, da se je po dolgem času spet zgodil nek mafijski umor na ulicah Ljubljane. Plus tega, da je število kaznivih dejanj naraslo in se je zmanjšalo število preiskanih kaznivih dejanj. Ja. Tako da govoriti, mislim, od Svobode smo itak vajeni, da govorijo nekaj na pamet, všečno. Ampak, če bi se potrudili, recimo, najdeti katerokoli drugo pohvalo na svoj račun in bi človek še verjel. Ampak to, kar si pa rekel, varnost in pa stabilnost. Ja, varna in stabilna država. Ja. Zdaj, ne vem, da kakšno stabilnost mislijo. Zdaj, če mislijo na finančno stabilnost, jaz mislim, da se bo pokazala precej večja nestabilnost, kot jo oni želijo predstaviti. Konec koncev, vsak ekonomist ti bo rekel, da že to zadolževanje na kitajskem trgu, ne, če govorimo o finančni stabilnosti, bi znalo pomeniti zaradi teh valutnih tveganj, ker ne govorimo, da so si tle 50 € ali pa 100 € sposojali, ne, bi
znala prenesti nestabilnost. Zdaj vprašanje, če se res to zgodi, a imajo vire za financiranje obresti in podobno. Da imajo v tem smislu oni bolj v misli neko politično stabilnost. Ne? Skratka, veš, kadar je levica na oblasti, takrat ni demonstracij, ni tega, ni unga. Ne? No, to je pa, če govorimo pa o tej stabilnosti, je pa to logično, ker desnica res nima teh aparatov. Nima te ulične vojske, nevladnikov, ki si jo financira, nima tega medijskega aparata, ki kuri to ulico. To v tem primeru je, ampak to je spet neka navidezna zgodba. Ne? To imamo spet, recimo, če bi imeli mi normalno levico, ne pa, bom rekel, torej transakcijsko politiko, ki je ugrabila ta levi pol in ki dela vse, ali pa je delala vse, da ohrani to oblast, vključno s temi uličnimi bojevniki, ne, Muki in podobno, ki vidimo danes, kako so bili izvrstno plačani iz državnega proračuna. Potem bi jaz se verjel v neko, bom rekel, stabilnost, ne, da imajo torej dva pola, enake možnosti, če bi bili te nevladniki korektni in če bi bili pošteni, bi bili verjetno 3/4 mandata Goloba na ulici. Pa niso bili, takrat bi težko govorili o stabilnosti. Ne. Tako da vedno je treba to nekako jemati z rezervo in pogledati dejansko stanje. Jaz mislim, da je država v dosti slabšem položaju, kot je bila kdajkoli. Govorim o zunanje političnem ugledu, govorim o notranjih sovražnikih, ki so poleg janšizma oziroma Janše opozicije, zdaj smo dobili še gospodarstvenike, pa zdravnike. Skratka, vsak, ki je bil kritičen do te vlade, je postal, bom rekel sovražnik. Ja, ne, zanče Jaša Jenull v petek povedal, praktično je povedal, da je praktično vse, ne, zdaj razen verjetno njega, pa še mogoče koga ukužil ta virus janšizma, ne. Skratka, pa še vsi so janšisti, razen tisti, ki so pač teh par, ki so ekstremni levičarji. Jaša Jenull je nek nesrečen možakar, sicer rojen pod srečno zvezdo, ki se ga po moji oceni, težko tudi rečem, da se ga zlorablja, ker vidimo tudi, kako bogato so plačani te nevladniki, ampak vsekakor pa ni verodostojen, da bo pravzaprav, mislim, najbolj zanimivo je, da pravzaprav govori, torej, on se spozna na ekonomijo, torej na številke, spozna se, kako? Predvsem na zdravstvo. Na zdravstvo se spozna, skratka, na vse se spozna in jaz pravzaprav, če malo špekuliram lahko, jaz mislim, da se k njemu prinesejo že neki napisani teksti, ki jih potem on nekako zapakira. Kot svoje je pa v bistvu samo vojak tega pola. Skratka, se ti zdi, da zapuščajo zdaj odhajajoča sedanja opozicija, da je zapustila pač stabilno in varno Slovenijo? Ti bom zelo natančno odgovoril, ampak lahko začnem s tem. Vse, kar sedanja opozicija oziroma Golob in svobodnjaki rečejo, je treba dojeti, kot da velja njihovo nasprotje. Ampak ta zadeva, to, ki si ti prej, ki si zdaj omenil in da je Vojko Volk to rekel, da... Ne Vojko Volk, Joško Kadivnik. Joško Kadivnik, ja. Da je Joško Kadivnik rekel, da ni dokazal, da je Black Cube zadej. To je pa res nenavadna zadeva, zato ker za organizacijo tega snemanja, to je stalo po mojem nekaj milijonov evrov, ker ti rabiš vrhunski, bi rekel, dekor, se pravi hotele, gor dol, rabiš vrhunsko mrežo agentov, rabiš, to so stvari, ki grejo, ki so najdražje na planetu, in to zagotovo tega ni zmogla narediti SDS, tudi ni imela nobenega interesa, konec koncev, neposrednega zagotovo ne, se to so uporabili pol proti nej, ampak zanimivo, če spet tukaj Kadivnik ne laže, kdo pa je potem to snemal, ker to ni mogel kar nekdo, kar tamle, kar tako, kot je Vesna Vuković snemala Urško Klakočar in tako naprej. To je zelo zanimivo vprašanje. Ali pa ne pridi prav, Ali pa ne pridi prav, Hočem reči, ker to so bili najbolj profesionalni posnetki v hotelih, najvišje kategorije, ki stanejo še, pa vse to voditi, organizirati, koordinirati, ugotoviti, kje so šibki členi, dobiti ljudi, povezati to Slovenijo, ker so imeli vire, tako da to je zelo zanimivo vprašanje, mogoče najbolj zanimivo vprašanje zdajle, ki se sproža zato, ker jaz sem rekel večkrat v tej oddaji, da tisti, ki so na teh posnetkih, tudi tisti, za katere še ne vemo, da so, ne morejo politično preživeti.
Zoran Thaler je tak primer. Je pa seveda odgovor na vprašanje, je država varna pa stabilna, je pa nesmiselno to odgovarjati. A je varen en upokojenec, ki si ne more privoščiti ortopedske operacije, a je varen nekdo v Postojni je počel 55krat že, ker samo na eni cestni zapor je 55krat počela. Ne? To je skoraj že druga svetovna vojna pa partizani. Ne, hočem reči, a je varen en podjetnik, a je varen en samostojen podjetnik, 100 000 jih je, ki so jim nabili gor davke, da so se ne vem koliko samostojnih podjetnikov je morali nehati, a so oni varni, a je to stabilno okolje, a je to stabilno okolje za nek ekonomski razvoj, ker je 10 let treba naprej vedeti, kakšni zakoni bodo, da se lahko nek podjetnik odloči plasirati svoje produkte na trg. To je popolnoma nesmiselno. Ne? Edini, ki so varni, ne, so zdaj pred to Golobovo vlado, zahvaljujoč referendumu upokojenci, ker njih pač ne bodo na hitro zastrupali in pospravili, da bi razbremenili, bi rekel, pokojninsko blagajno. Ne. Tako da to je vse skupaj nekaj, to je pač oni nimajo, vse sem rekel, ne, levica je totalitarna, ne, ali bo tako, kot mi pravimo, ali pa tebe ni. Ne. To je ta zadnji doživel Borut Pahora. Ne. Na neki točki je najbrž rekel tam 15 let nazaj Kučanu, poslušaj Milan, ampak tele mrtve bi bilo pa treba pokopati, se to pa ne moramo kar tako, ne, se zdaj tudi rekel, najbrž je rekel, se ni nikogar več od živih teh, ki so to izvedli, naročila, ne tvegamo nič, ne, no, je rekel, a tako ti je, tako, domnevam, ne vem, ampak hočem reči, ne, in v tem totalitarnem sistemu, ki vsi samo kimajo, sploh pa pri Golobu to bilo, vsi samo kimajo, dobiš samo tepčke, mislim, ni nobenega pametnega človeka več in vse to, kar so počeli, vključno s tem Black Cubeom, če je Black Cube oziroma s tem, da Janša velezdajalec in gor in dol, so dosegli samo to, da so Janša spravili na oblast. To je, zdaj sem se besedkrat rekel, ne vem, kje v eni dodaj, sem rekel, da plačam kosilo Niki Kovač brezplačno, a ne, če sprejme, čeprav bi se zelo bal, ne vem, kaj bi bilo v kozarcu, ko bi šel nazaj z WC-ja prišel, kaj bi bilo not, ne, hočem reči. Ampak ona je v bistvu s temi idejami, ne, dosegla, da je bilo volilno telo do konca mobilizirano, so šli vsi volta, ne, in da je rezultat tega, da SDS še nikoli ni dobila toliko glasov, kot jih je dobila zdaj, in da desna sredina še nikoli ni dobila toliko glasov, kot jih je dobila zdaj, zahvaljujoč, bi rekel, režiserji kampanje zadnjega tedna, katere ime je Nika Kovač, tako da, mislim, zdaj, ker vse človek to sešteje, ne, vidi, da nimajo, pa tudi Sajvec nimajo, kaj ni pa reče, no, jaz da bi rekel, oni bi morali zdaj tole reči, to je za kanoso. Zdaj, 3 mesece, 4 mesece, v redu, ljudje so odločili, legitimna oblast, mi jo priznavamo, 4 mesece pa tuhtati, pa pametne dodvig vse, kaj narediti naslednji korak. To, kar pa zdaj delajo, pa to, kar Golob dela, je pa kontraproduktivno. Meni je zdaj samo žal, da to govorim, ker jim dajem pač orodje, a ne? Ker ve se, kateri opciji jaz pripadam, ker jim dajem orodje, da se bo reorganizirali. Ampak se ne bojo, ker to je tako kot instinkt par ribi, da more biti v vodi, da ne more biti, ker je to pri njih, da bojo pluvali, naskakvali, sploh pa Golobov psihološki profil, lepo vas prosim, on je užaljen mulc, ki je izgubil igračo, vzeli ste mi igračo, Janša bi vzel igračo, daj mi nazaj igračo, hočem. Ja, prej si še za Janšo vprašal, ja, pa si namenil, kaj si... Gajem šel, ampak nekaj bi še eno podpošljeno tukaj postavil. Tako se mi zdi, tako malo se strinjam s temi, ki pravijo, da v bistvu nekako se mi zdi, da ta levica oziroma ta opozicija nova ni še v bistvu niti pogruntala točno, zakaj je izgubila volitve, ne? A veš, kada ne zmorejo tega nekako realno oceniti, ne? Pa zakaj je izgubila volitve? Tokrat smo povedali, da meni neroden je zdaj še enkrat govoriti. Se mi zdi, da oni še nekako tega niso čisto tako ponotranili. Niso preboleli v bistvu. Pa niso preboleli tako dalje. Saj dojeli so, preboleli niso. Jaz dvomim, da vsi pa njih verjamejo to, da je prišel tudi do neke blazne prevare, goljufije, volivcev in podobno. Dobro, res je, da je Janša pač to dobro izpeljal, ta kupčkanja povolilna, ali pa je Golob slabo, ampak to morajo verjetno sami vedeti, da to ni šlo za neko blazno prevaro zdaj, ne? Da, jaz lahko... To oni zakako obrneš, to, kar je povedal Boštjan, dobili so 40 glasov, tukaj ni debate več, ne, okoli tega. Jaz lahko eno svojo špekulacijo povem, pa mislim, da se ne motim, da bo to čas pokazal. Ta transakcijski pol, ki bi se lahko vrnil potem v zdravo levico, čeprav bi to trajalo, je imel priložnost nedolgo po volitvah. Ko je prišlo do razmišljanja, da bi se Novo Slovenijo in pa demokrate dobilo edino na način, da se Goloba znebijo.
pa niso bili pripravljeni oziroma niso znali, zmogli, hoteli preko tega. To je bil edini način, da pride do kakršne koli drugačne vlade, kot je vlada Janeza Janše. Posledice tega bojo mogli nositi. Ja, to je res, kar miram prav. Ampak ja, zdaj se bo itak po mojem pa ni začeli strahoviti medsebojni spopadi. Jaz mislim, da se je začel razpad. Mogoče bo te lokalne volitve to še za nekaj časa odložile, ampak potem bo pa to silovito. Mogoče. Lej, enostavno, kar jaz ves čas ponavljam, po smrti velikih akterjev, Kučanovih svetovalcev, tega starega kova, zaupati politično kombinatoriko Zoranu Jankoviću. Pa Mukiju. Ne, politično kombinatoriko, Zoranu Jankoviću, pustimo zdaj Uličarja, Mukija. Ne, nisem mislil Uličarja. Ja, to je pravzaprav, jaz ne vem, kot da bi dal, ne vem, Real Madrid voditi nekemu trenerju naj mi ne zamerijo iz nogometnega kluba Moravče. Ne gre. Mislim, da imajo zdaj volitve ta teden, ne? Ne vem. V Real Madridu. Naj mi ne zamerijo nogometni klub Moravče, ker vem, da obstaja. Predsednika volijo v Madridu, zdaj imajo volitve. Imajo v Madridu, ja. Skratka, hočem ti reči, enostavno ustrajati na Golobu, pa vsem tem, kar so videli 4 leta, to je politični samomor. In še tisto malo okno priložnosti, ki so jo imeli, da bi eventualno lahko prepričali Demokrate in Novo Slovenijo, so oni zafučkali. In seveda se bomo mogli zdaj nositi s temi posledicami. In jaz upam, da tukaj ni še konec. Jaz upam, da bo nova vlada šla v tisto svojo napoved, kjer bi se na lokalnih volitvah preprečali avtobuse. In potem je pravzaprav lahko na dlani še drugi del te zgodbe in to je odhod Zorana Jankovića. Treba se zavedati, Ljubljane desnica verjetno ne bo dobila. Lahko pa se vrne neka normalnejša ali pa, bom rekel, neka levica, ki ni tako vezana na Banja Luko in Beograd. Že to bi bil v prvi fazi uspeh. Velik uspeh. Ja. Velike cilje. Tako da enostavno mi še nismo dokončali tega posla. Golob je padel, mi potrebujemo še zamenjavo v Ljubljani. In jaz resno računam, da tako desni politični pol kot zdravo levi politični pol imata to neko dolžnost v glavi ali pa neko zavedanje dolžnosti, da te zadeve uredimo. Pismo, kam smo prišli, da si želimo vodstvo slovenske prestolnice, ki ni preveč vezano na Banja Luko in Beograd. Ja, žalostno. Ampak jaz mislim, da je konec Jankovića je dejstvo, zato ker je to aritmetika. Tako kot sem napovedal, da bo Janša sestavil prihodno vlado, pol leta predtem, lahko zdajle, mogoče malo težje, ampak aritmetika, tako kot mi je govoril za Janša, da bo premier, tako mi zdaj govori, da Janković ne more zlomiti aritmetike. Moje zadnje informacije so, da se pač deli levice pripravljajo na lansiranje svojega kandidata. To pomeni, da Zoran Janković več ne obvlada levice, ker je za njega smrtno nevarno, ne obvlada več celotnega prostora. V tem prostoru, ki ga zdaj predstavljajo tudi tisti pobudniki referenduma v Štepancu, je seveda levica, stranka levica, je SD, to je včasih Janković za šalo pospravil pod svoje okrilje. Zdaj se pa seveda, če se pa pojavi nek kandidat proti Jankoviću, pa Janković ima 5 hipotek. Najtežja, pravzaprav niso mojster 10%, pa kada je 20 let na oblasti. Eksplodiral bo proti njemu. Ljudje, instinkt človeka je, da ne voli nekoga, ki je 20 let na oblasti. To, kar se je Orbanu zgodilo. Plus, ne smemo se pozabiti nečesa, Janković je vedno izvoljen v razmerah minimalne volilne udeležbe. On dobi na koncu volilne udeležbe okrog tretjine, on dobi tam polovico tretjine. To je zelo malo. Na zadnje dobu 55,000 glasov pri dobrih 30, mislim, da je bila udeležba. To je zelo. In zdaj seveda se bo zgodilo, če bo imel proti kandidata, ki ne bo recimo Luka Mesec ali pa Urška Klakočar, če bo imel proti kandidata, kot je Tone Rop, se bo zgodilo isto, kar se je zgodilo leta 2002 Viki Potočnik, ki je kandidirala Danica Simčič, da bo šla desnica v Ljubljani, se bo zbudila, bo šla volt in bo volila
proti Zoranu Jankoviću, bo šla voliti samo zato, da Jankovića več ne bo tam. To je pa scenarij, ki je smrtno nevaren za Jankovića in jaz zdaj ne vem, kako mu lahko pobegne. Jankovićev največji življenjski interes zdaj je, da onemogoča realnega kandidata na levici. Recimo, če bi dal Urško Klakočar, ker ona ga ne bi mogla. Ne. Recimo, tudi če bi ga, vprost, kad ti skačem v besedo, tudi če bi ga, bi on v ozadju zadržal, to bi bil zagrebški scenarij, jaz sem to že govoril. Ne? To so prešipki ljudje, da se celotna hobotnica Zorana Jankovića očisti. Ne misli, da se jo bo dalo pol leta, kdorkoli bo prevzel oblast. Če bi jo Urška Klakočar Zupančič, hobotnica Zorana Jankovića bi trajala še... Pa Miran, če ste lahko... Samo zdaj bom jaz vsem... pripeljal spet nazaj na vlado zadeve. Zdaj smo šli pa že v detajle ljubljanskih lokalnih volitev. Skratka, to, kar je pač zdaj že parkrat ponovil Janša, da si želi sistematično in dolgočasno vlado. Ja, pa smo na začetku smo rekli... Kaj ti recimo razumeš po tole? Točno to. Na začetku smo rekli, da se ni nič tazga dogajalo in da je bil raven razprave bila zelo povprečna. Saj to si Janša želi, se pravi ob izvolitvi te vlade in ministrov. Ves čas je bila raven razprave povprečna, ne razen teh, bi rekel, incidentov, ki so jih povzročale pač te jurišnice Svobode. To je zelo, zelo slabo za eno stranko, ki želi nazaj na oblast, da ima take ljudi, ampak to je njen problem, ne moj, ne naš. In Janša je zelo, zelo dober, to je genialno pelje. Ne? On ima v ospredju, on je, bi rekel, nekaj kot Bog v vesolju. Prisoten povsod, razviden nikjer. Razvidni so zdaj njegovi frontmeni, ki so blazno ambiciozni fantje, tako rekoč eno generacijo. Kdo so tile? Ja, to so Logar, to je Vrtovc, to je Stefanović. To so vse koalicijski partnerji. Potem imate še, se pravi, Lotriča sem, potem je tle v neki kombinatoriki tudi SLS, pa ta Tina Bregant, ki se še išče, pa če jaz gledam bolj milo, a ne. Zdaj, če bi ta ocvirk res, ne, pa sem bil kritičen do nje, ampak če bi ta, tudi v teh oddajah, ampak če bi ta ocvirk zasoliral, a ne, pa to naredil namerno, pa rekel, jaz ne bom več glasoval, to je bila, pa če bilo to z Bregantovo povedano, bila to druga zgodba. Tako pa, zdaj en kup ljudi spredi, ki so v bistvu, zdaj ni več SDS v celoti proti, ajde v navednici, tranzicijskemu omrežju, ampak so to Stevanović in gor in dol, vsi so na funkcijah, vsi so na izredno pomembnih funkcijah, na izredno odgovornih funkcijah, konec koncev so to dva podpredsednika vlade in Janša ne morejo zadeti, ne morejo garant, tudi proti komu bojo zdaj, da je Janša fašist v redu, ampak pa je fašist še Stevanović, pa še Logar, pa še ta, pa še pa 5, pa 7, pa 12, pa 25 fašistov, takoj zdaj v prvi, pa Kokotova je fašist, pa ne vem kdo. In to je za njih nemogoča situacija, v kateri edino, kar lahko rečejo, tega pa ne delajo, mea culpa, zmotili smo se, zgubili smo volitve, gremo v kanoso, kot se reče, obžalujemo, bomo videli, kaj bomo naredili, pozdravljamo, želimo srečen začetek. Ne? Ampak ne, oni delajo nasprotno. Ne? In to bo res, Janša si želi speljati te projekte, kar je bistveno, najverjetneje bo poslušal, kar je pa se učil iz preteklih napak, ne? Kaj Slovenci želijo svoj mir, želijo, da se lahko pripeljejo do vikenda, želijo, da to lahko naredijo po avtocestah, recimo ne želijo biti zaprti v občine, recimo, ne? Ampak to so se lotili. Prednost, da bojo lahko prišli po avtocestah do svojega vikenda, to bojo naredili, to sem prepričana, ne? In potem bo to, več, ko bo dolg časa, bolj, ko bo to dolgočasno, bolj, ko bo to rutina, in bolj, ko bo to hkrati pa neka železna volja v zadju, da se ta rutina izvaja v dobrobit vseh državljanov, bolj bo ta skupina na oblasti uspešna. Vse mogoče se motim, pa mislim, da se ne, da je bilo neko veliko pričakovanje, da bodo nevladniki, pa ta opozicija, pa mediji nekako sprovocirali Janšo v teh koalicijskih pregovarjanjih, da bo prišel ven, začel tvitati in podobno plano in vse te stvari, ampak to se ni zgodilo. Ravno to, Pa me zanima zdaj, če bo tudi se to temu tako nadaljevalo, Recimo vidim, da so bili celo nekateri novinarji, ki sodijo na desno, malo, recimo Peter Meše in tako dalje, so bili presenečeni, ker Janša nekako ne plane, da bi vsi nekako... So bili tudi desni novinarji, ki so pozivali k temu, da Janša ne more več voditi. Pravno omenjeni, recimo. Ampak zanimivo je, kako so v bistvu to nekako slabo ocenili. Zato sem jaz rekel, da je to vsaj do te faze, torej do danes, ko imamo to oddajo, smo nekako mehkejšega Janeza Janšo spoznali. In jaz mislim, da
ob nekem Jeretiču, ob nekih podpredsednikih vlade, predvsem tukaj mislim na Logarja, tudi Vrtovca konec koncev, ob sestavi te koalicije, jaz mislim, da bi bilo fino, da on to retorično mehkost obdrži. Je pa zelo jasno, če zdaj malo preskočim na tisto vprašanje njegovih besed, jaz sem si ene druge besede zapomnil. Jaz sem si zapomnil, da je, torej, ko je povedal, da je končano neko obdobje, kjer bo državo vodila ulica. Kaj je še povedal? Desnica pa ne bo več nastavljala levo lice, ne? Oziroma dolgo lice. Pri čemer je omenil tudi iransko ambasado, jaz si bi želel tudi, da tudi izraelska ali pa srbska ali pa katerakoli druga ambasada te države ne vodi, ker je Janez Janša dovolj zrel politik, še iz Jugoslavije, da pozna razmere, ne samo v regiji, tudi svetovne, in ki ima to voditeljsko žilico. Skratka, želim si, da te besede, ki pa jih je izrekel, ne glede na to, ali bojo skakali po ulici, ali bojo karkoli delali, da te besede obveljajo in da predvsem smo res na tem področju, kar nam je dano suverenosti, da smo suvereni. Se pravi, da ni ambasade v tej državi, ki bi odločala o usodi teh ljudi. Jaz ti tudi dosti z mano ali pa skupaj hodiva po Balkanu, pa vidiva, kako je to recimo v Bosni in Hercegovini, kjer ameriška ambasada lahko ali pa kjerkoli druga ambasada, da ne pozabim tudi ruske ambasade, lahko vodi državo. Zdaj ti, ki rečeš, da veliko hodiva po Balkanu, toliko spet veliko ne hodiva, ker sam sem prebral, zakaj bi bilo toliko hodiva po Balkanu. Ja, pa mislim, meni je veliko, meni je vsak obisk veliko. Pritožujejo se pa drugi, zakaj pa midva hodiva po Sloveniji, pa knjige predstavljava. Kaj hočem reči? Jaz bi predvsem te besede vzel kot ključne. Jaz sem že povedal za en drug medij, da meni je zelo všeč bil ta stil, kjer ni bilo velikih obljub. Niso govorili, tudi za Boga ga nimam, recimo, ampak koliko je bilo pa 22, ker so pa pravzaprav nas zasul o Golobu kot o vrhunskem menedžerju, obljubljali ne vem kaj vse živo. Hkrati kasneje ugotovili, smo dobili vrhunskega bleferja. Mi je tokrat bolj všeč ta bolj konzervativen odnos do javnosti. Se pravi, da se je bolj z rezervo. Sem gledal, včeraj je Pop TV, se pravi, veš, ko neki so taki dogodki, pa se vrnem, pa malo si pogledam televizijo v živo. In je bilo v bistvu tako, ne bom rekel, od celega obsega te televizije, da vem, 1 uro, newsa, zelo malo v bistvu, o nastanku nove vlade. Nimajo materijala. Ne, kada bi, ne vem, nimajo materijala. Nimajo toliko materijala. Spomnim se leta 22. Veš, mi je prav smešno, kad Darja Zgonc tam, ko vodi, pa Anžej Božič, ki se je javila s terena, in to je bilo ob 7 zvečer, oziroma 19:05, in potem Darja Zgonc vpraša, tako prav nimajo materijala, ti Anže, kdo pa je bil tisti glas, ki ni glasoval za vlado? To, kar že cela Slovenija, veš, ve že nekaj ur. Ne, ampak dva ključna, to je bil največji zaplet. Poglej, ki si ravno omenil Pop TV, dva ključna dogodka včerajšnjega njihovega newsa. Eno je bil Vrtovce, eno je bil Šircelj. Pri Vrtovcu, ki so prišli avtoceste, rekel, vsi smo že dogovorjeni. Dars je že potrdil, da bo. Skratka, ni zgodbe. Do Širclja pristopijo, Šircelj neke vesele volje jim je dal klasične... Malo koliki bojijo. Torej je dal neke pravzaprav realne odgovore. Nimajo materijala. Zdaj se pa to presliki pa za nazaj. Preden si je Golob popravil frizuro, je bilo 5 minut, če pretiravam. Preden je pogledal po dvorani, je bilo 5 minut prispevka. Potem je kamera ujela Urško Klakočar Zupančič, pa je bilo 5 minut prispevka. Pa so imeli cel dnevnik lahko narejen. Hočem ti reči, ta konzervativnejši pristop, če bojo rezultati, je veliko bolj meni prijeten pa prijazen kot pa tisto, kar se dogaja. Rezultati se morajo popraviti, da ne bi ti zamišljaš, da ta estradni element politike, ki je zdaj preveval vse, ki je prišel s tem Golobom, pa s Tino Gabo, pa tako dalje, to bo zdaj izginilo, misliš? Jaz recimo, če zdaj probam primerjave vleči, jaz v Urški Bečovnik pa kot soprogi, pa o ministerski ekipi, pa o poslanski ekipi na desni strani ne vidim estradnikov. Prej sem že rekel, edina estradnica je bila Tina Bregant, pa je bila na nek način eliminirana. Ne vidim in če ne vidim tega, tudi dvomim, da bo kdo znal to, ali pa da se bo kdo tako obnašal. Jaz moram zdaj Mirana popraviti, ker sem rekel, to je literarna prispodoba.
Pisatelj je v svojem delu kot Bog v stvarstvu prisoten povsod, a razviden nikjer. To sem uporabil, zato ker se mi zdi, da to Janša vse odzadi šofira in šofira. Mislim, hvala Bogu, Janez Janša meni ne more nič dati, ampak tudi nič vzeti. Ampak to, kar pa tudi nič vzeti, to je veliko bolj pomembno. Ker na univerzi sem stalno jaz sem stalno pod temi pritiski, tako da to izredno cenim. Ampak to, kar počne, mi imponira in to je dobro za državo. In to zdaj bo to tudi, zato ker je to dobro za državo, bo to estradništvo izginilo, tega ne bo. In bolj, ko bo suhoparno, bolje bo. Nič se ne dogaja. Samo ljudje bojo naenkrat opazili Madonna. Sem bil po Kopru, sem šel z Ljubljane, sem eno uro pa nazaj, pa nobenih zastojev več ni. To bo opazila. To bo opazili. Bo pa za vlado seveda oni bojo poskušali, za vlado bo nevarna ulica, mislim nevarno bo, da se bo zbrali 10,000 ljudi, pa protestirali, ampak jaz mislim, da se jih ne bo zbrali. Zadnjič, ko sem jaz tu živim v Ljubljani, bil zraven državnega zbora in gre... Prosim? Nekaj je bilo, pa jih je bilo koliko 7? Pa ne, ni bilo 7. Bilo je 17, se pravi, kamer, medijev pa to in tam je ena ogromna črna kocka, iz katere je tulilo ko na sodni dan hudeči. Tulilo, kaj to je? Kaj to je? Black Cube, ne? Je Black Cube, ne? In zraven je skakal Jenula, ne? In jaz ga gledam, skakal je tako, ker skakal, pa še na 2 Jenula sta skakala, kada bo zdaj enega gledam, pa pravim, s kolesom sem in zapeljem Jenula, pa pravim, gospod Jenul, a ste vi že bil kaj pri zdravniku, ne? Pa jaz iz njega bruhnil, kako družinskih zdravnikov ni več, vse Janša vničil gor dol. Da sem rekel, ne, pri družinskem, sem rekel, pa sem tako pokazal gor, pa sem se odpeljal naprej, ne. Ampak to je meni delovalo tako, bili so pa 3 ljudje. 17 novinarjev pa, mislim, da sem naštel 3, ki skačejo. Danes je petek, vidim, nič ni napovedano, ne? Pa je danes petek, ne? Dež je. Ja, daš, tega, ja. Ne, zato, ker so, če smeš to povedati, zato, ker so pokleknili. Pokleknil je velik servis Free Palestinerjev, univerza, žal se je to zgodilo v veliko škodo družboslovnih fakultet, ker pada vpis, sem jaz tudi žrtev tega, ne. Ampak rektor je takoj, ko je sindikat napovedal zbiranje podpisov v prostorih univerze, rekel, da tega ne smejo delati, ne. In sindikat je slekel tako rektor, kot so ga slekli fantje iz Nove Slovenije, a ne, ki so rekli, poslušajte, koliko imate vi plače, kaj pa tole modra zavarovalnica, kaj pa tole, a 10,000, a dejte, no, a tok, ne, in to je, oni ne morejo na referendum, ker samo to bojo gonili na referendumu. To imaš prav, po tem incidentu, s to plačo, je tale mal izginil. Ne, ni ga nikjer. To je bo napovedal, pa niče, da ve, kaj naj bi tožil, ker to je objava njegove plače v javnem interesu, to ni sporno. Ampak to sem hotel reči, ampak vseeno, poleg je bila neka taka napol dramatična poteza, ker ta nova vlada, ko je prišla na Gregorčevo, tako je snela palestinsko zastavo. In Bojan, kaj se je zgodilo? Kaj si zgodil? Ja, sem videl vrnje pada Asta Vrečka. Asta Vrečka je se ni zgodilo. Ja, to se ni zgodilo. 10,000 Free Palestinerjev je bilo v Ljubljani, vse se je ustavilo. Ne, nič se ni zgodilo. A ste to pričakovali, da bo šla ta zastava dol? Zato, ki je šlo dol, hlače so šle dol, ljudje so razumeli. Ti si pričakoval? Seveda. In potem je takoj prišlo čestitka, izraelskega zunanjega ministra. Ne, celo napoved, da bodo tukaj odprli ambasado. A veš kaj, Bojan, če sem to pričakoval, seveda. Zato, ker sem potem bi rekel, volilnem rezultatu oziroma sestaviti vlade, ne sem točno vedel, da ne bodo vsi do konca načelni, kot se reče. Ustavno sodišče ni v eni stvari do zdaj ustreglo tem, bi rekel. Pa bi naredili veliko problemov Janševi vladi, če bi. V enim niso. Ne? In Trenta, so razsodili, da je zadeva končana. Zakaj? Ja, zato, ker ti ne moreš proti vetru, kot se reče, ves čas. Zato, ker so razumeli, to pa je bistveno za ta trenutek, to tudi mene preseneča. Mi živeči, nihče od nas živečih ni nikoli doživel tega, da bi bila levica ob oblast. To je bilo zadnjič leta še v stari Jugoslaviji. Zdaj pa prvič levica ob oblast. Sprejeli so ta zakon o pokopu mrtvih, to je bilo 90. Zakaj niso? Zato, ker Demos ni imel večine. Za en glas smo spravili skozi osamosvojitev obrambni zakon za 2 glasova. Zdaj ima pa ta kontralevica ima solidno večino, ki jo racionalno uporablja in ljudje se s tem strinjajo. To je katastrofa.
za njih. Zdaj prvi se je zgodilo to. In to ljudje razumejo, to sodišča razumejo, da je tle končana zgodba, za 4 leta je končana zgodba. Prvi se je zgodilo to, da zdaj pač Janša ima neko vlado, kjer ni dobene leve stranke. To je bilo 2004, je bilo 2011, je bilo 2012 in... Jaz se tle absolutno z Boštjanom strinjam. Zato je po mojem tudi taka nervoza. Ja, sej to je posledica tega, da se zavedajo, da nimajo v rokah, jaz mislim, da tudi sindikati se bojo ljudje usedli, torej novi vladniki, pravzaprav Muki, Nike, Jaše in podobni so prebrani. Pejt ven iz Ljubljane, boš videl, pejt samo do mojih vodic, boš videl, da ljudje normalno živijo. Pojma nima. Skratka, prva in edina in verjetno tudi zadnja nevarnost te vlade je notranji spor. Tukaj pa je nekaj točk, kjer bi se pa ta notranji spor lahko zgodil. Ali se bo, ne vem, ampak nekaj točk pa je. Zunanja politika. Vis-a-vis, bom rekel, uradne vladne koalicije in pa Stevanovića. In predsednika državnega zbora Stevanovića, Jaz mislim, da to, Kajzer je izredno mehak človek. Kaj pa recimo ta na neki način preobrat? Dali smo dol palestinsko zastavo, prihaja izraelsko veleposlaništvo, Kajzer si javno dopisuje že z izraelskim zunanjim ministrom, to bo kar nek velik preobrat v tej zunanji politiki. Čeprav Kajzer deluje precej racionalno. Zdi se preobrat, je pa v bistvu samo vračanje v normalo. Sej, če bojo šli oni predeleč, zdaj pa na drugo stran, potem verjetno se bomo mi tudi o tem pogovarjali, pa bom jaz tudi kritičen. Ampak načeloma iz nekega skrajnega kota je treba zvrniti zadevo in konec koncev, dajmo biti pošteni, no. Fiksiranje zastave, priznanje Palestine zato, ker bomo zagotovili mir, pa ne vem, Kekovo metanje tamle, če ga kot podpornika Goloba po igriščih, pa kaj je bilo še vse. Prva konkretna zadeva, ki je bila na mizi, pridružitev tožbi. Konc. Skratka, a razumeš bistvo? Jaz bi še tako ocenil, mislim, to moram reči, ker sem pač kritični intelektualec. Torej, ta angažma univerze v Ljubljani v Mariboru za Palestino ni po moji oceni pomagal eni palestinski žrtvi ali pa da bi en človek tam manj umrl. Rezultat je bil pa ta, da so družboslovni oddelki zdaj v zadnjih teh letih doživeli zelo radikalen padec vpisa, zato ker se študentje zunaj Ljubljane pač ne identificirajo z propalestinsko agendo. Amen. In drugo, recimo, to, kar je sreča v nesreči, da seveda Stevanović ima druge poglede na zunanjo politiko kot Janša. Ampak to, kar mu je treba, kot je rekel Miran, našo barko obrniti, tle ni nobenih nasprotovanj, zato ker Izrael nima nič proti Srbiji, Izrael ni proti Ruski, v vojni na strani Ukrajine, v vojni v Ukrajini, Izrael ni bil na strani Ukrajine, je bil nevtralen, tako da te zadeve so tukaj Palestina z Ukrajino in se pravi Rusijo nima nobene neposredno razvidne stične točke, tako da tu se da lepo pelati dve vzporedni zgodbi brez zapletov, ker ni organskih nasproti. Tako da jaz mislim, pa tudi zunanjo politiko bo treba obrniti. Meni se zdi Kajzer tukaj odlična oseba, zato ker je mehak, pa ker je diplomat, pa pozna. On tudi ni, on konec koncev še nekaj. On je dobil vse glasove. To je, mislim, da je bil edini, ki je dobil vse glasove. Se pravi, se s to njegovo mehkoba očitno strinja. Ja, pa ni bila, veš, Boštjan, tu sam mehkoba. Tu je očitno Golob je dal... Ali je pa to, zakaj? A je to spet povezano? Po poročanju Pop TV-ja je Golob svojim članom odbora naročil, da ne grejo nasprotovati Kajzerju. To so besede Pop TV. Zdaj smo spet pri posnetkih, ne? Kako, ne? Pa smo spet lahko pri posnetkih. Pa bo pa res Golob prosil, če lahko reže trakac od ambasade odprte izraelske. Fascinantno. Mogoče sem še ta stavk. Ker prej so tega istega Kajzerja, Miran, pa Boštjan obtoževali, da je po izraelski dan prej. Ja, en dan prej. Lej, mogoče samo še ta stavk, najprej smisel, da slabo slišim, ko sem... Ker mene blazno boli in vidim, da ni nobenega sočutja do teh palestinskih žrtev. Pošiljali smo denar dol, milijone. Verjemite mi. Tudi en evro, tudi en košček kruha od tega denarja ni dobil palestinski otrok. Seveda. In to je tisto, kar mene boli. Se pravi, oni so palestinsko vprašanje potrebovali za občutljivo slovensko javnost, ker slovenska duša pa je občutljiva, moramo priznati. Ali desna ali je leva, je sočutna.
Ne? Leva, skrajno leva ne, vidimo še, tudi kosti ne moramo pokopati. Pa sem jaz tudi iz teh familij partizanskih, pa prosim, kogarkoli pokopljate te kosti. Vse čigave so, ne moramo jih ločevati. Skratka, hočem ti reči, igrajo izključno za lastni interes. In če je Golob pred tem vprašanjem tožbe posameznike metu čez ramo, je pa tukaj vrgel cel narod čez ramo. Točno tako. 2 leti smo poslušali pro-palestinske. V redu, ni problema. Ampak bod konsistenten do konca. Če si. Tolku je. Pa tudi te njegove izjave. Z roko je tolku po mizi v Združenih narodih je tolku. Ampak te njegove izjave, zdaj, o tem, da je to narekovala politična realnost. Potem pa ne zna točno povedati, za kakšno politično realnost je šlo. Asta Večko, ki je šla ven, na WC, bleferka, se pravi, da čez 5 minut pluvala po vladi, lastni vladi, da ni sprejela, pa hodila ven. Mislim, to so prevaranti par excellence. In simbol te slovenske zunanje politike v zadnjih 4 letih, Tanja Fajon, ki je zdaj fizično tudi nekam izginila, je sploh ni, kot vidiš, ostaja brez vsakešne zaposlitve, in haja po 15, 16, 17 let nazaj na radio. Ampak glej, po vseh kritikah, sej, to je bilo za pričakovati, ampak po vseh kritikah, ki sem jaz izrekel o Tanji Fajon, pa ni jih bilo malo, je pa, ne strinjam se z večino njenih potez, ampak imela pa je pogum jeti do konca svojo linijo, torej tega zunanje političnega vidika. Misliš, glasovanje takrat na vladi? Ja, ali se strinjaš z njo ali pa ne. Imela je pogum. SD je še najbolj zamočil, če mene vprašaš pri vprašanju sankcij Dodiku, ker se je vedel, da se Golob ne upa mimo Jankoviča uvesti finančnih sankcij družini Dodik. Tam bi mogla SD odreagirati in reči, ne, sankcije morajo biti močnejše, morajo biti finančne sankcije, ne pa to, da človek ne sme priti. On, ki je enkrat na Hrvaškem, Dodik gre lahko kamor češ po Evropi. 3 tedne je trajalo, da smo neka kamilico dali. Tam je recimo mene SD razočaral, ampak pol, kaj vidiš, da je bil v ministerski ekipi, ne vem, ali je bila še takrat Katičeva, ali ni bila, ali je bila že, ali je bilo to pred, bila še vedno. Pol ti je jasen, ženska se v Banja Luki z Dodikom, tamle slika, ti je jasen, da ne bojo pol podprli močnejših sankcij. Ampak hočem reči, tam recimo je na tem zunanje političnem področju SD pa razočaral. Reči pa je pa ona kar konsistentno linijo. To sam pove, da ni na posnetkih. In tudi, zdaj tudi zadeva ta, da SD ni vstopila, to je najbolj, bi rekel, največja noviteta zadnjega tedna, da se ni pridružila temu sklicu za opozicijo Golobovem, in da solirajo, mislim, se je to čisto logično, Prvič, oni imajo neskončen interes participirati na oblasti in na vladi. Ne bi bil presenečen, če bi se kar nenadoma najdel v tisti glasovi proti 60, ki je Janša rekel za pač pokrajine in za to, na neke nepolitične projekte, za konsens. In drugo seveda, Asta Vrečko pa razumljivo, to so ljudje, ki govorijo, to, koga smo to povedali, kot evangelij, ljudje, ki govorijo eno, mislijo drugo, delajo tretje. Ves čas tako. In to seveda, to seveda... To glasovanje je bilo največja blamaža za Goloba in za Levico. Ker se pravi vidi, kako so imeli zračunan. To popolnoma do natanko so imeli zračunan, do pičice, da ne bo zadeva šla skozi. In večinski mediji bi vse to pokrili, če ne bi bilo alternativnih medijev, družbenih omrežjih in tega se to ne bi zvedelo. Tako se je pa zvedelo in to bo pa seveda hipoteka in to je, Kajzer je dobil res lepo popotnico, da mu je Golob naklonil svoje glasove. Se pravi, da to je bilo nekje iz kakšnega Tel Aviva, zdaj boš pa tako naredil, zdaj je marioneta. On je mislil, da je bil Kučanova marioneta, zdaj je v bistvu marioneta nekoga tretjega. Tako da zanimiv razvoj, mislim. Predvsem pa prihaja tako, odhaja tako, kot je prišel, z lažjo, z blefom, z nekimi praznimi besedami. Kaj s tem človekom, mislim? Kaj je s tem človekom? To je, da moram reči, tazga še nismo imeli. Kaj je? Muhe enodnevnice, mislim, nov obraz, pa sej, kjer nov obraz pa... Cerar ni bil tak, Cerar je bil dosti bolj dostojen, bil je naiven, ampak je bil dostojen. Pa ga ne zagovarjamo, absolutno ne. Golob je predvsem nedostojen. Predvsem je nedostojen, ampak poglej, če si ti politično vzgojen, se pravi, ti politika vzgajaš tako, kot športnika, kulturnika, nek talent, verjetno politični talent tudi obstaja. Potem boš ti absolutno gledal veliko dlje,
v prihodnost, ne? Ali je to politično preživetje, ali skratka, nekaj boš delal. Tem je bilo pa vse en. Vsakič nov obraz se spomni. Vedel je, da je 4 leta največ, da ga bojo pol dizajnerji najdeli, senatorji nov obraz, pa ga bojo zamenjali in je bilo 4 leta v prosti izrazu, plenjenju, kakršnem koli že, ampak plenjenju. Lahko popularnosti, lahko finančnega plenjenja in podobno. To je to. In taki ljudje pač ne sodijo v politiko. In zato pravim, da je levi pol ugrabljen. Pa vi poglejte, danes en bivši predsednik podmladka SD-ja, Jeretič, je direktor Ukoma, Janševe vlade. Se pravi, nagnani so bili tisti kadri, ki so vsaj nekaj obetali, recimo na levem političnem polu. Nagnani. Dva sta tukaj. Nagnani, dobesedno. Dva sta tukaj z mano. Vsak ima tako in tako stopno inteligence, vsak ima tako in tako stopno morale, prej se zlomi. Recimo Metka Tekavčič. Metka Tekavčič se je zame zauzela, se je znotraj univerze izrazito zauzela za Saško Štumberger, ki se je zgodila grozljiva krivica. In ta madež bo ostal na univerzi, ona se ni imela nobenih interesov, ne pri meni, ne pri Saški Štumberger. Pa je opozarjala, kričala dobesedno, ne naredite tega, ne. Ne, hočem reči, v določene točke Borut Pahor, določene točke ti prijaš, ko ugotoviš, če imaš le visoko stopno inteligence in visoko stopno morale, da ne moreš več z njimi, s tovarišijo, tako imenovano Kučanovo, naprej. To niti Kučanovo tovarišijo. Neka tovarišija. Ne, to je čisto, to je tisto, kar sem ti spovedal. To je ugrabljena zgodba strani Zorana Jankovića, govorim konkretno o Golobu. Te senatorji so dali pa pač mer, zato ker se niso hoteli tega jaza na levem političnem polu poglobiti, zdaj pa bojo mogli nekaj narediti. Ampak zdaj verjetno ne več te senatorji, Kučanovi. Jaz zdaj sem čakam, Janša je včeraj citiral Kučana, oziroma ne citiral, pa vezival Kučana. Ja. Ampak ti povem, da bo Kučan to nekako poskušal zdaj ven. Ja, možno. Zdaj zadnje čase je precej tiho, ne sem videl, se ne oglaša tudi ne okoli Goloba, tudi okoli Jankovića. Ne, tudi toče ne po Janševi vladi. Si opazil? Ja, niti Gregor Golobič, niti on, niti... Ne, so kar umaknjeni. Če imajo ta scenarij, sem jaz pa ga predlagal, se pravi, da zdaj pač grejo v kanoso, rečejo, zgubili smo volitve in so tiho in čakajo, kaj bojo naredili, snujo, kaj bojo naredili. Ne, mogoče so pa oni zdaj že en korak tam, ampak tudi če snujo, kaj bojo naredili, kaj ni pa naredijo, kaj ni pa za 4 leta naredijo. Predčasnih volitev ne bo, da je to čisto kristalno jasno, zaradi poslancev, ki noben ne bo tega žrtvoval, zato ker je kombinatorika taka, da imajo vsi maksimalne interese v tej konstelaciji, to drži skupaj veliko bolj, kot je to držal recimo tole z Virantom, ne. Je pa res, da se moram tudi Miranu pridružiti, ne moram pa jaz napovedati, ker vedno pridejo nepredvidljivi dogodki, nepredvidljive stvari. Ja, samo jaz se ne strinjam z Miranom, da bi recimo vprašanje neke zunanje politike lahko sesulo neko vladno koalicijo v Sloveniji. Vprašanje, kdaj, v katerem času bo prišlo. Ja, to je možno sicer. Oba dobro veste, ne, bolj, ker se bližajo nove volitve. To je drugo. O tem govorim. To je 4 leta. Čeprav tako, ta pravi politik začne volilno kampanjo že takoj po volitvah. Ja, to je res. Pa se zdaj delajo odlično volilno kampanjo. Če bo dolg čas, če bo mir, če bo ljudje pogruntali, se lahko vozijo, da država malo bolj normalno funkcionira, bo neko tiho soglasje, tile pa niso za nič. Ne, pa če se ne bojo dogajale 10.000 glave manifestacije vsak teden, ker se pa očitno ne bojo, ker bi se že. Jaz sem edin popolnoma prepričan, da je že na takrat 22. marca zvečer, da je bil že Janša 99% prepričan, da bo sestavil vlado. Ja. Če si pogledal programe strank, je bila to edina logična. Ampak pravim, vmes je bila še ena mini okno se je odprlo, kjer bi lahko ob tem, da se žrtvuje Goloba, ne, ampak kot ste videli takrat, ne, recimo ali pa malo kasneje, ne, jaz bom Barko pripeljal, aroganco, ne, tisto iz dnevne sobe ali spalnice ali skje. Jaz bom Barko, ne skrbte, jaz bom Barko, ampak to je Golob. Miran, hierarhija je delovala v najslabšem možnem primeru, ne, zato ker Boštjančič pa Novakova, recimo 2, ne, sta mu bila absolutno podrejena, recimo Boštjančič, da bi bil ta neki novi rešitelj, novi mandatar, ampak on je popolnoma podrejen, v Svobodi pa ni koga ne pa najdejo. Ti ga ne, ampak veš, da je začutil priložnost. Ja, Alenka Bratušek. Jaz ti govorim o dejstvih. Ona je začela
Ona je začutila, ona je glavico dvignila. Kampanjo. Ona je pa zelo pa Logar zagotovo ne bi šel, ker ona je pač, ona ni nobena rešitev, ona je pač problem. Ona je pa še globje v Golobu kot Golob sam. Zelo malo rešitev je zdaj na tem tle. Samo še ena stvar. Zdaj delajo največji možen tunel, kadarkoli, kjerkoli, se pravi, ki bo povezal Italijo, Lyon in Italijo in Francijo. Dolg bo, mislim, da 60 km, stane pa tam, mislim, da stane 11 ali 13 milijard ali nekaj takega. Ne. Naš drugi tir, v katerem je prisesana Alenka Bratušek, ki se je peljala do otvoritvi, je stal 1 milijardo, 10-krat manj. Ampak tisto je mega projekt, dolg 60 km z novimi alternativnimi tehnologijami, to je pa neko, hočem reči, ne. Mislim, Alenka Bratušek, mislim, halo. No, še večji njeni poslovni, oziroma finančni dosežki so bile obnove železniških postaj. No, tam je pa zmagala. Ti so bile pa zmagale. Tam je pa zmagala. Skratka, če zaključimo malo v to temo na šalo, verjeten s Pavličem se bosta očitno nasmučala, ne vem, ali se bosta tudi nakolesarila, glede na to, da se Pavlič dobival z novim predsednikom Kolesarske zveze, ampak dejstvo je, da odhajata iz tega mandata verjetno malo bolj srečna kot ostali ministri. Ne. Mogoče je bila takrat še ideja, ko se je Pavlič dobil z Vehovarjem, novim predsednikom, da bo trasa šla mimo hiše Alenke Bratušek, tam v Naklem. Jaz zdaj slišim, da si je Vehovar mimo svoje hiše traso dal speljati. Speljal s traso, ne? Ampak zato je... On je bil moj prijatelj, ne bom komentiral. Ti poznaš majčkeno to zgodbo, zato verjetno je bila potreba ali pa želja Hana, da je ravno Vehovar. Mislim, da je Han še nakazal 2,9 milijona evrov. Ne, 2,9 milijona evrov za te zgodbe. No, pa še zdaj zadnje vprašanje, preden gremo na koncu. Zdaj, včeraj je vlada pač, koliko vsaka vlada po tem, ko je izvoljena in ko se dobi na prvi seji, izvedla en cel kup nekih kadrovskih zamenjav. Se pravi, tisti, ki zadevajo neposredno vlado, državne sekretarje, pa te razne agencije, Sovo, policijo in podobno. Zdaj, da gremo vse to skozi, vse te stvari bolj manj poznate, verjetno jih vidi, že veste na pamet, pa me zanima, ali tukaj kaj takega, kar jo je recimo nekako presenetilo. Presenetilo? Presenetilo, ja. Mene je iz stola vrgel. Kaj? Mene je eno ime iz stola vrgel. Erik Kopač. Ja, hotel sem sam še Erik Kopač, vedel. No. Mene je iz stola vrgel. Sej tudi mene, sem danes v tem pisal članek. In jaz ne vem, sicer, zdaj slišam, torej nimam preverjene informacije, da naj bi bil torej sufler Hajdinjaku gospod Perne, če držijo te informacije, pač bo sam povedal, ampak dejstvo je, da... On je bil še šef tudi OVSE-ja. Ja, zdaj, če držijo, torej, ta Erik Kopač je absolutno ime, ki me je iz stola vrgel, ker se ga, verjetno del javnosti že pozabil, ampak on je definitivno bil eden od takrat krvnikov torej normalnega življenja, ko je Miro Cerar s SMC-jem pobral tiste velike številke na volitvah. On, Kešeljevič, Leben, ki je bil v Golobovem torej tem kabinetu Bulčeva. To so bili pravzaprav orli in sokoli in pravzaprav najbolj ekstremni ljudje. Pa se to ni bilo tako daleč že zdaj, Ivan. To je bilo 2014. Ja, je že to 12 let. Ja, 12 let je velika. Mislim, jaz tudi ne bi se Erik Kopač lahko po 12 leti na tak način vrne kot zdaj, ker vrdo se na velika vrata, Zelo velika vrata. Za obrambo, Zelo velika vrata. Vse te napovedi orožarske industrije in vse teh stvari, Ja. Tako da mene ta ime me je pravzaprav šokiral, iskreno, tako negativno. Ja, mene tudi, seveda, to se mi ne zdi absolutno logično, oziroma pač je to neka, to so pač te temne lege Nove Slovenije, ki jih je zelo mislim, jaz moram Novo Slovenijo pohvaliti, ker so pač odigrali, odkar ni Tonina in Pogorevca in Novakove več, v spredju so odigrali odlično partijo za Slovenijo, igralci za Slovenijo, ampak seveda obstajajo temne lise, Štrancar na nje opozarja, tle vprašanje, kakšno vlogo bo zdaj igral Marko Pogorevca, ker on sigurno zdaj v strašnem zatišju, ampak to zatišje mislim, da zelo prividno, on se bo sigurno, veliko vprašanje, kaj bo zdaj naredil Vohunček Muri, veliki mojster mimikrije in premetov, ker zdaj bo vsekakor poskušal nek premet, kakšen premet bo poskušal recimo Tone Krkovič, ne vem, ampak
ampak po moje bo vsekakor poskušal. Ne, mene je presenetilo, recimo, seveda, v pozitivnem smislu Sebastian Jeretič, ne, ker on je res dober. Ne. Torej, to so res profesionalci, no, se je bil tudi Urbanija, zelo dober, ne, ampak mislim, zdi se tle nastajajo neki temelji za neko Slovenijo, ki bi jo mogli začeti postavljati leta 90. Zdi se mi res, da se bo. In pa še nekaj, ne, ta vlada je na nek način obsojena na uspeha, ne, zato ker vsi, tako kot smo napovedovali, vsi, bi rekel, kmetje, SP-jevci, obrtniki, podjetniki, zdravniki, zdravstveno osebje, upokojenci, bodo šli spet volj zato, ker bojo točno vedeli, da bo leva vlada prinesla nazaj, se pravi, da bo pobirala denar. Ti to rad opozarjaš, ne? Ampak včeraj, če si poslušal Sajovica, ne? Sajovic je bral iste skupine ljudi, ki jih zdaj ti naštevaš in jih omenil v kontekstu, da je Svoboda veliko naredila za njih. Ja, veliko mi je odzela. Kmetstvo je ogromno odzela, to vem, ker sem poročen na kmetijo. To vem, iz prve, kaj vse se je zaostrilo, kaj vse se je poslabšalo za kmeta. Za kmeta vem, za SP vem, ker imam jaz SP, za podjetja vem, za zdravnike vem, ker za upokojence kolikrat sem to komentiral, eutanazijo in to, in ti ljudje bo šli zagotovo še enkrat voliti preventivno. Ne, to je bila ogromna volilna udeležba, ne, ki ni bila toliko ideološka, ampak je bila volilna udeležba za boljšo Slovenijo. Pa da tega ni več. Pri teh kadrih bi tako, recimo, nek tak svoj vtis bil, zdaj, to, kar sem doslej videl, bi rekel, recimo, da se je vlada precej pomladila, da ni tako, bom rekel, politično nabita, ampak da je recimo Janša, vse kar zadeva njegov kabinet, pa njegovo kvoto državnih sekretarjev, pa se je precej naslonil na te stare kadre iz stranke. Ravno, vzel si mi iz jezika, ne? Če je vlada, torej kadrovska zasedba dinamična, mlajša, ne? Pa je tukaj dal neke varovalke, bom rekel, ne? Varovalke predvsem v tem smislu izkušenj. Ne samo tam, tudi vidimo po državnih podjetjih dva nadzornika novi nadzorniki v energetiki. Tukaj pa je, bom rekel, za pohvaliti. Mislim, Eleso in Bozeno. Tukaj pa je recimo za pohvaliti Novo Slovenijo, dali so fantastičnega človeka Petra Žmaka, ki je res človek, ki šteka gospodarstvo, tudi državno gospodarstvo, ampak pri Borzenu pa že vidimo, da se je vrnil Andrej Vizjak, recimo. Se vidi, da je nekje, bom rekel, vendarle nek bazen ljudi, za katere, mislim, težko v Vizjaku učitamo, da ne pozna gospodarstva. No. Torej, da se vidi, da so neki ljudje v rezervi, v bazenu, ki se jih bo lahko nameščalo potem na ta ključna mesta. Ne. Zdaj, Bozen je sicer državna firma, za katero posluje Golob, ne? Preko svojega podjetja, Star Solar, ne? Ja, mogoče je pa ravno Andrej Vizjak zaradi tega izbor, ne? Da ne bi več posloval. Andreju Vizjaku edino podjetje, s katerim posluje Golob. Andreju Vizjaku, glede na to, da energetiko prihaja iz krajev, ker je energetika zelo pomembna, verjetno težko bučke pa neke štose prodajaš. Ne? Pa nekaj še tako, bom rekel, zanimivi, mi da se zjutraj malo že okoli tega pogovarjali, malo tako, bom rekel, tudi zame tako, ko bi rekel, nepričakovanih, ne, kadrovskih potez bilo, recimo to, ne, recimo Gregor Perič, ne, bivši poslanec SMC, je postal, recimo, pač direktor urada za narodnosti. Recimo, to jaz, če bi, recimo, bi kdo rekel, če je to lahko zadanem, ne, napovem, tega recimo ne bi mogel. Ne. No, tle se pa jaz upam trditi, da je, bom rekel, klasična politična imenovanje, ker je ne glede na to, da ima kot poslanec izkušnje, pa da je verjetno tudi v kakšnih odborih sedel, ampak on si je res v težkem okolju za SDS nekako prislužil, bom rekel, to pozicijo. Zdaj, ključno je. Zdaj živi na narodnostno mešanem območju. Tako, ampak ključno pri njemu je, kakšne sodelavce si bo izbral, ker tam so z vsemi žalbami namazani ljudje, ne, ki prihajajo v interesu teh narodnosti v Sloveniji. Tako da, tle bo imel, tle samo vprašanje, koliko bo dojemljiv za sugestije, dobrohotne sugestije. No, tako pa vidim zdaj tudi z imenovanje ministrice, ne, za kulturo in te njene zdaj državne sekretarke, ne, Menih Dokl, ne, ki je, mislim, da vodila neko oddajo na Nova 24 TV, oddajo o kulturi, to bodo po mojem levici na kulturi bodo šli lasje po konci, ne, tistemu ne vem, koliko so, bojo šli, ampak ne vem pa, jaz verjamem, jaz sem ministrico spoznal, bil sem enkrat z njo v družbi, zelo zgleda samozavestna in pa odločna, z ministrico za kulturo, v eni oddaji sva sodelovala, deluje zelo tako, da ve, zakaj se gre, ne? Zdaj pa, zavedati se pa mora, da tam je naletela na minsko polje.
Ministrstvo za kulturo je v zadnjih 4 letih spremenjeno v minsko polje. Čisto utrdba. Za razliko od prejšnje ministrice Ignacija Fridl-Jarc, velika intelektualka, velik garač. Ti jo poznaš verjetno? Ja, še poznam, seveda jo poznam odprej, pač iz intelektualnih stikov v slovenskem prostoru preko Matice. Jaz sem ves čas strmel na te Matica, ima na teden, ne vem, dobivam pošto, 5, 6, 7 prireditev, ona to vse organizirala, ona vse to vodila, hkrati tudi ustvarja, piše, in ona je izredno zagnan človek z eno zelo globoko moralo, pa tudi ona ima precej izkušenj, se je bila pri Vasku Simonitiju državni sekretar, tako da zdaj bo kultura res kultura, ker podasto vrečko to ni bila kultura, zato ker to je bilo pa zaposlovanje svojih. Kolikor sem že ponavil, še zadnji zdaj rečem, koliko ljudi je Levica zaposlila, ko jih je zaposlila celo armado, da jih je vzela z ceste, da niso imeli nobenega političnega priporočila, niso bili ideološki ali pa bi rekel celo strankarski somišljeniki, njihovi sopotniki, koliko jaz bi rekel, da nobenega. Da zaposlili so samo svojo vojsko, oziroma te više šarže v svoji vojski. Ignacija Fridl je pač čisto nekaj nasprotnega, zato ker kultura ima vedno vrednostni temelj. Ignacija Fridl se je ukvarjala z antiko, z grško filozofijo, to komentirala, študirala, morala biti tudi na univerzi zaposlena, pa ni bila zaradi pač negativne selekcije že tedaj, ampak ima vse kompetence za to. Kultura rab nek temelj, Prasti Vrečko ni temelja. Človek brez temelja. Govori eno, misli drugo, dela tretje. To smo ugotovili že 100-krat. Pri Ignaciji je pa temelj. Še eno ime je zanimivo, ker smo mogoče ga spustili, in to je novi državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje. Zdaj sem pa jaz začel. Sem pa jaz jezika vzel. Se pravi, gre za izjemno dobrega, kvalitetnega diplomata. Ljudje, ki ga poznajo, ker jaz sem se začudil, odkje je on na pravosodju. To je Gašper Dovžan. Tako je. Bivši aktualni veleposlanik v Zagrebu. Ljudje, ki ga poznajo bolje, pravijo, da izredno pošten človek, nepopustljiv v tej svoji poštenosti in očitno kar dober kader za pravosodje, ker veš, da smo še špekulirali, ne vem, par dni pred volitvami, da je pravzaprav on na pole position. Tako, nekaj se naj bo celo pravi, ampak kaj je tukaj zanimivo, je pa to, ta situacija. Zdaj Dovžan je postal državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje. Tako. Minister za pravosodje je postal tako veleposlanik, slovenski veleposlanik na Danskem. Mihajl Zupančič. In zdaj imamo ta hip, zdaj smo naenkrat dva diplomata, dva veleposlanika, ki sta postali na čelu pravosodja. In sta odvisna od dobre volje predsednice Nataše Pirc Musar, kdaj jih bodo poklicali. Ja, še to. Ja. Hočem ti povedati, tega še ni bilo, da bi dva diplomata prevzela vodenje resorja za pravosodje. Tega še ni bilo. Jaz gospoda Zupančiča moram priznati, da ne poznam osebno, vem pa, da ima dobre organizacijske sposobnosti, ne nazadnje bil je tudi šef kabineta Anžeta Logarja, in se tam mislim, da pravijo, da ima Nanga, ljudje iz te platforme sodelovanja pravijo, da ima Zupančič na Logarja največji vpliv, možno. Tako da, zanimiva kombinacija, ki bo verjetno 100 dni, dajmo počakati. Ta Dovžan naj bi menda prevzel skrb za skok, slišim. Ki bo pod pravosodjem. Pa še ena fronta je, največja fronta, ki je v bistvu zdaj trenutno odprta, je zdravstvo. In tle Tadej Ostrc se mi zdi res primerna figura, ker sem se že predno, ko se je pojavil, sem videl, da mi on sledi na Twitterju, ampak to je bilo čisto ko se je pojavil v prostoru. In potem sem jaz opazil, da sem jaz... Takrat, ko je postal državni sekretar? Ne, malo kasneje, zdaj se je pojavil pri Demokratih. Ker sem si hotel ustvariti nek profil, kdo so Demokrati, kaj bo to. In potem sem videl, da on meni sledi, ampak potem sem videl, da tudi jaz njega sledim. Jaz pa posledim človeka, če se identificira z mojimi stališči, oziroma če pač misli to, kar suma sumarum mislim jaz. In to sem bil blazno presenečen, sem rekel, ta človek pa, to je pa res nekaj nenavadnega, ker te zelo redke posledim. Tako da on ima, bi rekel, največjo, ker tu bo največ oči uprtih, kako se bodo ti problemi v zdravstvu reševali, in se mi zdi, da po svojih strokovnih kvalitetah, ki so nesporne, on je izredno, bi rekel, dober, znanstvenik in raziskovalec in strokovnjak za to vprašanje, inteligenten človek, sem optimist. Si se pravi, da ima na njega največji vpliv Marko Bitenc, Možno. Češnjo na torti pa za na konc pustimo. Jaz mislim, da najbolj sveže ime, ali pa bom rekel ime, ki zna pa najbolj pozitivno presenetati,
V tej vladi je pa absolutno Polona Rifl, ne? Ministrica za okolje in prostor. Vrnimo se v čase Janševe vlade, ko je bila, mislim, da je bila državna sekretarka, ne? Na gospodarstvu. Ja, ki so jo misleč, da imajo opravka z neko nesposobno avšo, povabili v Marsela in tam se je zgodil potem pepel, ki ga je na izredno strokoven in pa uglajen način povzročila, torej v prah je sesula tega nesrečnega Milana Cvikla. Ne. Mislim, da si je tam naredila pravzaprav največje ime, velja kot nepopustljiva, velja kot iskrena ženska in jaz mislim, da, jaz sem zanj zapisal, ne, če je Polono Rifl spoznal takrat pri Marselu Cvikl, ne, jo bojo danes na Ministrstvu za okolje in prostor tudi Jankovićevi kadri. Ne. Ja, odlično, ne, seveda, ona je pač Strašna mlada, zagnana punca, ja, seveda, inteligentna, ja. Strašna napoved. Dobro, to je vse za danes. Boštjan, Miran, hvala. Hvala. Vidimo se znova prihodnji torek, ampak sam to bi še rad povedal, da mene prihodnji teden ni, tako da v obe oddaji bo vodil Ljuš Pretinač, ki odhajam na eno pač neko operacijo, ampak do takrat, ko se vrnem, pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.